Ja, moja kmetija je stara kmetija v Erdu, sem jo podedal od svojih staršev, moji starši so jih od svojih staršev. Je res majhna, ukvarjam se z ekstenzivno pridelavo mleka. Zaenkrat, kako bo pokazalo, naprej pa ne vem. Velika je približno 14 hektarjev, večinoma najetih površin, nekaj svojih in večina je tudi v Naturi 2000 pokrajinskem parku Ljubljansko barje. Trenutno imam 8 krav, se pravim, da je to mini kmetija, ne. To počnem zato, ker mi je všeč, obenem pa se trudim, da bo kmetija vzdržala še naprej, ne. Svoje mleko oddajam v kmetijsko zadrugo Žiri, Sora Žiri. Jaz se trudim kmetovati sonaravno oziroma naravi prijazno, ne. Vzdrževanje jarkov se lotevam nekoliko po svoje, ne. Kupil sem nekaj let nazaj manjši jarkač. Pozanimal sem se v Padski nižini, kako to delajo ljudje, ki imajo stoletno tradicijo in izkušnje. In glavno merilo oziroma cilj mi je bil odvod površinske meteorne vode, ki se v depresijah po dežju ujame na pašnike oziroma travnike, ker nam je onemogočalo hitro košnjo, ne. Mi polet lovimo, prva košnja lovimo ure, ne dneve, da ujamemo ta prav čas, da je kvalitetna krma, ker če tega nimamo cel let težave, ker je krma slaba in posledično ni toliko mleka, ki bi ga lahko bil, ne. In zaradi tega pol sem jarke skopal, mini jarke, v bistvu 20 cm široke, 10 cm globoke, odvisno od depresije. Čez tiste jarke se lahko vozim s traktorjem, kadar hočem, da predstavljajo neke velike ovire, vendar učinkoviti pa so. Ja, v zadnje čase opazimo predvsem štorklje, pridejo male bele čaple, ki se nič ne bojijo traktorja, kar me zelo zanimiv, sem jih posnel, ker sem bil zelo presenečen. Sive čaple, bele čaple in glede ptic, jaz pravim, morajo biti, ne. Vsem s tem, da bi mogli tudi uvesti ena pravila igre glede sprehajanja ljudi in psov po obdelovalnih površinah, to bi mogli biti pa bolj strogo, ker ljudje spuščajo pse iz povodcev in psi preganjajo divje živali, kakor tudi pašno živino in pa imamo celo štalo, se reče po domače, ker živina pobegne, treba je loviti.